Nevtralni tekaški copati. Zakaj jim rečemo, da so nevtralni? Komu so namenjeni? Njihova lastnost je, da podplat pod stopalnim lokom nima dodatne učvrstitve. Ko stopimo na tla, se nam namreč stopalo in gleženj nagiba od zunaj navznoter. S tem popuščanjem dosežemo delno blaženje dotika s tlemi. Ko moramo namreč v zelo kratkem času sprejeti precej veliko silo reakcije podlage. Če naša pronacija ni prevelika, potem so nevtralni tekaški copati za nas. Na vsak način pa priporočam nevtralne tekaške copate tekačem, ki imajo pronacijo premajhno. Njihovo stopalo in gleženj se hitro ustavi, ne gre navznoter. Ponavadi je to povezano tudi s koleni, kajti če imamo kolena izrazitejše na O, potem manj obremenjujemo notranji stan stopala in gležnja. Žal to hitro ustavljanje pomeni tudi slabše blaženje. Zaradi tega imamo bolj obremenjene kosti stopala, goleni. Obremenjena je tudi bolj zunanja stran kolen in kolka. In bi bila dodatna učvrstitev podplata pod stopalnim lokom škodljiva. Tekačem z izrazitim, torej prekomernim posedanjem stopala in gležnja navznoter, torej pronatorjem, pa te nevtralne tekaške copate odsvetujem. Kaj izbrati? Naprimer, ASICS Nimbus 20. Ta tekaški copat nas spremlja že 20 let. Letošnja 20. različica se od prejšnje ne razlikuje veliko. ASICS očitno stavi na preverjeno formula zadovoljnih, lojalnih tekačev. V prednjem delu je srednje širok in je torej bolj primeren za tekače z ožjim do srednje širokim stopalom. Višinska razlika petoprsti je povprečna v tem razredu in znaša 10 mm. Podplat je vzdolžno precej čvrst, kar bodo cenili tekači z občutljivejšo stopalno vezjo. Peta je med najmehkejšimi v tem razredu, kar koristi tekačem, ki udarjajo najprej s peto ob tla. ASICS Gel Glorify. Ta tekaški copat je v osnovi zelo podoben ASICS Nimbusu. V prednjem delu je sicer malo širši, višinska razlika petoprsti je povprečna in znaša 10 mm. Podplat je manj upogljiv, kar je značilno za večino ASICS-ovih modelov. Ta koristi tekačem z bolj občutljivo stopalno vezjo. Mizuno Wave Ultima 9. V prednjem delu je širok in ga bodo veseli tekači, ki sicer težko najdejo dovolj široke tekaške copate. Višinska razlika petoprsti je nekoliko poudarjena in znaša 12 mm. To koristi tekačem, ki imajo nekoliko bolj občutljivo ahilovo tetivo. Salomon z linijo Sonic Ra stopa v civilizacijo oziroma na asfalt. Ta model je osnovni model v tej liniji in je v primerjavi s tekmovalnejšim bratom Salomon Sonic Ra Pro za razred mehkejši. V prednjem delu je srednje širok in je torej primeren za tekače z ožjem do srednje širokim stopalom. Višinska razlika petoprsti je manjša od povprečja in znaša 8 mm. Na inovativen, drugačen način objema peto, saj so v srednjem delu opetnika blazinice, ki nekoliko močneje objemajo peto. Višji del opetnika pa je zaradi tega tanjši in nižji. Obujmo se po pameti in ne na pamet.